Predzadnji vikend v februarju je Škofja Loka znova gostila najboljše mlade alpske smučarje iz celega sveta. Tradicionalno smučarsko tekmovanje za pokal Loka, ki uživa slovec enega največjih otroških mednarodnih tekmovanj na svetu, je letos štelo že 36. izvedbo. V anale pa bo zapisano tudi po rekordnem številu držav udeleženk, saj je letošnji pokal Loka z nastopom počastilo kar 33 reprezentanc. Uraden začetek tekmovanja pomeni petkova otvoritvena slovesnost na mestnem trgu v Škofji Loki, kjer se ob spremljavi glasbe mestnega pihalnega orkestra predstavijo vse sodelujoče države. Poleg vseh najmočnejših smučarskih nacij še Andora, Luksemburg, Črna Gora, Srbija in Madžarska, ter celo države preko oceana, kot so Čile, Argentina, Brazilija in Avstralija. Spoštovane tekmovalke in tekmovalci, spoštovani mladi prijatelji, želim vam nadvse uspešne in športne boje in naj vam bo športna sreča naklonjena, zmaga pa najboljša. Odlično vzdušje in zabava vsako leto znova v samo jedro starega mesta Škofje Loke privabita lepo število obiskovalcev iz bližnje in daljne okolice. Letos smo tako pozdravili preko 260 mladih smučarjev v spremstvu stotine trenerjev in serviserjev. Za Škofjo Loko je to že tradicionalna prireditev, brez katere bi bil februar kar nekak prazen mesec. Za Slovenijo pa mislim, da tudi veliko, ker pravzaprav je to neuradno svetovno prvenstvo mladih z celega sveta, tako da se pomerijo v veleslalomu, slalomu in naj se kalijo tudi v prijateljstvu, ker se bodo še dolgo srečevali na smučinah. Tovrstna mednarodna otroška tekmovanja kot začetna faza, iz katere že lahko izluščimo bodoče vrhunske tekmovalce, veljajo za pomemben mejnik razvoja alpskega smučanja doma in v svetu. Ulrike Majer, Veronika Zuzulova, Janica in Ivica Kostelič, Jure Košir, Mateja Svet, Urška Hrovat in Tina Maze so le peščica imen smučarskih zvezd, ki so ob svojem začetku športne poti tekmovale na pokalu Loka. Zapomnili se ga bomo sigurno po dobrih rezultatih, predvsem si pa zapomnimo vse zmagovalce, kajti čez 5-10 let bodo to zmagovalci svetovnega pokala. Karavana smučarjev se je v soboto zbrala na Starem vrhu, ki je bilo prizorišče obeh tekmovalnih dni, obsežne in organizacijsko zahtevne prireditve. Ja, mislim, da se ga bomo zapomnili po rekordni udeležbi. Kot veste, je prišlo 33 držav s preko 260 tekmovalci in trenerji in spremljevalci, tako da vsega skupaj preko 380 ljudi. Spomnili se ga bomo tudi potem, verjetno, da je bilo ta 36 pokal zelo težko organizirati, ker veste, da so pač težke gospodarske razmere, temu primerno se odzivajo tudi sponzorji. Čeprav moram pohvaliti nekatere ali pa večino stalnih sponzorjev, ki so tudi letos priskočili na pomoč in omogočili izvedbo tega tekmovanja. V soboto je bilo tako na sporedu kar 6 veleslalomskih štartov. Mlajše deklice in dečki so tekmovali le v eni, starejši kategoriji pa v 2 vožnjah. Torej, sigurno je pokal Loka med 3 najbolj poznanimi otroškimi tekmovanji na svetu, poleg Topolina, Pinokija, mogoče še kakšnega drugega. Verjetno pa po organizaciji sami pa tako tudi drugi, mogoče celo na prvem mestu. Tako da ljudje in vodje reprezentantski že leta prihajajo tukaj k nam v Škofjo Loko, so vsi, vsako leto posebej navdušeni nad organizacijo prireditve. Vsako leto se v progi zberajo tudi največja imena slovenskega smučanja. To so bile ene čudovite tekme, vsi smo se borili za to, da sploh lahko tukaj štartamo, in če si se uspel uvrstiti v ekipo, je bilo to nekaj fenomenalnega. Pokal Loka, jaz nisem bil vedno zelo dobro organiziran. Jaz se še spomnim, ker še jaz nisem tekmovala, pa smo teden dni prej vsi, cel klub, bili tukaj gori, pripravljali progo in tudi danes vidimo, da je super tekma, tako da na srečo še malo snega padlo, tako da tekma mislim, da bo in danes in jutri super.
Kljub otoplitvam, ki so v preteklih tednih sicer izkušenim organizatorjem iz domačega smučarskega kluba Alpetour povzročale nemalo skrbi, je sprva kazalo, da je vreme tekmovanju naklonjeno. Ja, moram reči, da nam je tale zadnja pošiljka snega pomagala. Mogoče ne toliko na sami progi, kot bom rekel v okolju, tudi vlečnica na vrh Starega vrha, seveda je bila prej seveda po gozdu, je bila že bolj slaba špura. Je pa zelo zahtevno v takih spremenljivih vremenskih razmerah, dobro progo skupaj spraviti. Namreč, če bi bilo po noč jasno, potem bi bile take nizke temperature, da bi bila nedvomno proga trda, tako se bomo pa mogli pomagati s kakšnimi dodatnimi sredstvi, ampak kot vedno do zdaj bomo brez skrbi tudi letos speljali, da bojo tekmovalci imeli takšne pogoje, da bojo lahko se izkazali. Žal pa vreme sobotnemu tekmovanju ni prizanašalo. Starovrška smučarska proga, ki kot ena najzahtevnejših zadnja leta žanje pohvale gostujočih reprezentanc, članic Mednarodne smučarske zveze FIS, se je tokrat predvsem zaradi slabe vidljivosti kot posledica gostne megle izkazala za še bolj zahtevno. Kar 57 smučarjev je svoj nastop zato končalo z odstopom. Na veleslalomsko progo, ki jo je zakoličil Uroš Peternelj, dolgoletni trener smučarskega kluba Alpetour, so se prve podale mlajše deklice, stare 11 in 12 let. Med 41 predstavnicami so se v gosti megli najbolje znašle ravno Slovenke. S težavno progo je kljub napaki v zgornjem delu proge najhitreje opravila Meta Hrovat, štartno številko 13. V zgornjem delu me je raztegnil in sem šla skoraj na nos, po domače rečen, in ja. Zmagovalka je drugouvrščeno Avstrijko Meliso Per prehitela za več kot 2 sekundi. Mnogo bolj napet je bil boj za 3. mesto, saj je Slovakinji Soni Moravčikovi in Slovenki Maji Bernard ciljna ura pokazala skorajda identičen čas. Ja, šlo mi je dobro, malo preveč sem počez dojala, drugače pa tako, solidno. Odhod Maja Bernard from Slovenija. Vidimo v spodnjem delu še dvoje trojeva tepica, Maja. V tigru tretji zatok. Nič, 64. Proga je ful, da moraš ful gibati. Res je treba delati do starta, do cilja. Moraš si nič dopustiti, da je kakšne napake pa to. Ja. V veselje domačih navijačev je 3. mesto za pičlo stotinko sekunde osvojila naša predstavnica. Tudi izid tekme mlajših dečkov je bil zelo izenačen. Zmage se je veselil Latvijec Gedra Zaks, 2. in 3. mesto sta osvojila Avstrijca Florian Špiker in Manuel Treninger. Najboljši Slovenec je bil Timotej Giacomelli na 5. mestu. Tudi veleslalomsko tekmo starejših dečkov in deklic, starih do 14 let, so zaradi goste megle zaznamovali številni odstopi. Mladi smučari so jih znali športno prenesti. Ja, proga je bila malo zrukana, malo treme, pa tako no. Usedla sem se, sem padla, bo drugič bolj bomo jutro razturali. Mednarodno tekmovanje je le nekaj več, kot pa državno, le tukaj je več držav. Bolj, vzdušje, bolj, če zmagaš si, pač zelo več, in tako, dober je, če si dober, če si pa pač slabši, je pa dosti, da si prišel do sem. Naše predstavnice tokrat niso bile med najhitrejšimi. Zmagala je Karmina Palas iz Andore pred Hrvatico Andrejo Komšič in Čehinjo Barboro Prutkovo. Prvo mesto. Kot zadnji so se s progo spopadli še starejši dečki.
Na štartnem mestu se jih je zbralo kar 71. Ja, drugače mi ustrezajo zaprte, pa ledene proge, ta je pa malo teže, no, je pa zelo na skupaj, pa zaprt, tako da bo kar težko danes. Izvedbo drugega teka je onemogočila gosta megla. Organizacijski odbor je zato sprejel sklep, kot končni izid štejejo rezultati prve vožnje. Ta je najbolje uspela Norvežanu Fabianu Solheimu, Hrvat Istok Rodes je bil z 22 sekundami zaostanka drugi, Avstrijec Nikola Rigler pa tretji. Junaki veleslalomskih tekem so zaslužena priznanja prejeli zvečer na slavnostni podelitvi na Škofjeloškem mestnem trgu. V nedeljo je bila na sporedu še slalomska preizkušnja. Vremenski pogoji pa podobni kot dan prej ali še slabši. Gosta megla, ki je od mladih smučarjev zahtevala le popolno zbranost. Ja, mislim, da je slovenska ekipa močna. Torej, moram reči, da mogoče premalo poznam jakost teh, ki so zmeraj, bom rekel, v samem vrhu. To so nedvomno Avstrijci, potem Norvežani, tudi Francozi. Mogoče sem še kakšnega pozabil, ampak mislim, da se bo borba odvijala med temi reprezentancami. V kategoriji mlajših deklic je Meta Hrovat znova poskrbela za slovensko zmagoslavje. Z ogromnim zaostankom sta ji družbo na zmagovalnem odru delali nemški predstavnici Julija Pronet in Katrin Hirtl. Pri mlajših dečkih so dominirali predstavniki Avstrije, Italije in Nemčije. Z medaljami so se okitili Manuel Treininger, Francesco Gentili in Klaus Federl. Avstrijci so se izkazali tudi v starejših kategorijah. Njihova bera pa zlato med deklicami ter srebro in bron med dečki. 2 medalji sta osvojila hrvaška predstavnika, 1 norveška. Najboljši Slovenec je bil tokrat Medvoščan Žan Psener na 6. mestu. Vrhunski smučarski rezultati niso samoumevni, pa vendar velja nenapisano pravilo, da bo prihodnost teh tekmovalk in tekmovalcev svetla. Čeprav ilanske ekipne zmage ni uspelo ubraniti, se je izkazalo, da ima Slovenija dobre talente. 3. mesto v družbi svetovnih smučarskih velesil je dober obet. In za konec ne gre pozabiti prostovoljne organizacijske ekipe, ki jo zagotovo lahko uvrstimo v druščino soustvarjalcev slovenskih smučarskih uspehov. Kot veste, za izvedbo tega tekmovanja je potrebno preko 200 smučarskih delavcev, ki delajo volontersko, ki delajo ljubiteljsko. Seveda, moram pa povedati, da se z leti ta populacija, torej prirediteljev, stara. In da je pravzaprav zelo težko privabiti mlajše noter, ki bi zagotavljali tudi, da bo tudi čez 10-20 let pokal Loka funkcioniral. Vendar smo optimisti in bomo sigurno delamo na tem, da bi pač pomladili naš tim. Nasvidenje torej na 37. pokalu Loka.